Dober večer. Hvala, ker ste prišli v takem velikem številu. Imate sjajno dvorano, super se počutim in hvala samo tudi, da smo lahko to organizirali in postavili film tudi v Celje. Kaj naj rečem? To, da me pač ljudje verjetno ne poznajo, dokazuje na stopnjo filmske kulture, ki jo imamo pri nas, ki je pač žalostna. Tukaj mi je prej samo govoril, da v tem kinu so lani imeli 12.000 gledalcev v celem letu, kar pomeni, da je vsak tretji Celjan šel enkrat v kino. Toliko je zanimanja za film in filmsko kulturo v Sloveniji. Obstaja ta East Coast, West Coast. Vemo recimo, da Klemen Bojda ne sme nastopati v Mariboru. Kako je s tem? Pa mislim, da zdaj pač, kakor poznam tudi s Klemenom, nekaj malega smo se prej poznali, malo bolj smo se spoznali med snemanjem. Mislim, da on še zdaj ni dober, da gre v Maribor. Ampak sigurno neka trenja obstajajo. Po drugi strani pa ti reperi, ki so v filmu, mi smo jih zdaj že dvakrat imeli marca na premieri v Cankarjevem domu in zdaj v Kinodvoru, kjer so se več ali manj vsi prišli pokazati. In so tako, potem vidiš, kako se po grupcah nekaj dogovarjajo, verjetno se snjujejo neki novi projekti ali kakorkoli. Tako da po eni strani seveda verjetno so neke napetosti, po drugi strani pa je ena blazna povezanost v tej sceni vlada, sigurno. Teh reperjev je vedno več. Kako to, da je mogel priti človek rojen v Zenici in posnet film o slovenskih rimoklepačih? Ja, nimam pojma. Mogoče bi tukaj dve anekdoti raje povedal. Isto vprašanje, v 5. razred sem še hodil v šolo v Zenico, v 6. razredu sem bil pa že tukaj v Sloveniji in smo pisali nek spis v slovenščini. Mislim, da je v Prešernu smo mogli nekaj pač namaštati in je na koncu ta učiteljica takrat, ko je to popravila, vse je rekla, da vas ni sram. Človek je moral priti iz Bosne, da vam pove, kdo Prešeren. Rap v Sloveniji je angažiran. Se ti zdi, da je prevzel vlogo punka? Ja, ali je rap, to je tudi eno vprašanje, ki se bo v filmu pojavilo. Pa jaz mislim, da po eni strani rap definitivno je nek punk nove generacije. Spet ne celoten, ker imamo pač rap, ima tudi različne zelo smeri. Samo mislim, da je punk. Prejle sva se. Mislim, da bo, kakor se pač ekonomska in nasplošno svetovna kriza poglablja in se jo vse bolj verjetno čuti tudi pri nas, mislim, da je to lahko en novi zamah tej sceni, ker mislim, da bo imela čez dalje več zapovedati. Ja, mislim, to je pač Matic Majcen je v ekranu zapisal, da trenutek, ko se neka subkultura, ki prehaja v mainstream, je vedno vznemirljiv. Mislim, da se trenutno to dogaja tudi nekako s hip-hopom oziroma z rapom. Da počasi iz tega subkulturnega okvirja prehaja v en tak mainstream, če mu lahko to rečemo. In če je ta film doprinesel mogoče nekaj centimetrov k temu, potem je to super. Družbene okoliščine, da bojo verjetno še nekako doprinesle k razvoju tega družbeno angažiranega repa, ki v bistvu mene zanima in ki je tudi v filmu bolj izpostavljen kot nekaj drugega slovenskega hip-hopa. Sprejem je super, mislim, da ima ta film eno izrazito pozitivno noto
In mislim, da je primeren za vse starosti, od 7 do 77 let, zato ko govori konec koncev o nekem zgodovinskem obdobju. Ne govori, to ni zgolj film o rap sceni. To je film v Sloveniji v zadnjih 20 let. Hvala, da ste prišli. Imate krasno platno, veliko in slika in zvok, boste super, tako da vam želim prijetno projekcijo in hvala, da ste prišli.